Pozdravljeni, dobrodošli na oddelku za slavistiko. Moje ime je Tatjana Balažič-Bulc in prihajam z katedre za hrvaški in srbski jezik. Na kratko vam bom predstavila študij na oddelku za slavistiko oziroma dala nekaj napotkov, kako postati strokovnjakinja oziroma strokovnjak za slovanske jezike in književnosti. Zato, ker pogumno vstopite v svet slavistike z mano. Najprej za občutek, pa kratek sprehod po filozofski fakulteti. Podrobnejše informacije o našem študijskem programu seveda najdete tudi na naših spletnih straneh in tudi zanimive filme, ki so jih pripravili študenti, nas pa v živo najdete v drugem nadstropju filozofske fakultete. Takole, v nadaljevanju bom odgovorila na 4 ključna vprašanja, ki si jih zagotovo zastavljate, ko izbirate študijski program. In sicer, kaj lahko študirate na oddelku za slavistiko, katera znanja pridobite z izbranim študijskim programom, kje se lahko zaposlite po zaključenem študiju in seveda najpomembnejše, kako poteka sploh študij na oddelku za slavistiko. Na oddelku za slavistiko lahko študirate različne slovanske jezike, torej jezike, ki so sorodni slovenščini ter njihove književnosti in kulturo. Podrobneje so predstavljeni v brošurah na naši spletni strani, tukaj pa lahko vidite naslovnice posameznih brošur. Torej, izbirate lahko med programi, kjer se učite modernih slovanskih jezikov, književnosti in kultur. Med tem so rusistika, to je ruski jezik, književnost in kultura, potem češki jezik in književnost, polonistika oziroma poljski jezik, književnost in kultura, slovakistika oziroma slovaški jezik, književnost in kultura ter študijski program južnoslovanskih študij, kjer se skriva kar 6 jezikov: hrvaščina, srbščina, bosanščina, črnogorščina, makedonščina in bolgarščina ter njihove književnosti in kulture. Če pa vas zanima zgodovinski razvoj posameznih slovanskih jezikov, torej njihovo spreminjanje skozi čas, primerjava med jeziki in rekonstruiranje skupnega prednika, to je praslovanščine, potem lahko izberete študijski program Primerjalno slovansko jezikoslovje. Program je tudi podrobneje predstavljen na naši spletni strani. Tako, katera znanja pridobite s posameznim študijskim programom? Seveda so najpomembnejša znanja znanje jezika oziroma jezikov, poznavanje književnosti in kultur. Pomembno je tudi znanje razumevanja kulturnih in družbenih pojavov v posameznih državah, pa tudi v širšem slovanskem prostoru. Hkrati pa se vsi naši študijski programi nas opremijo tudi splošnimi znanji, ki so danes nujna na vsakem delovnem mestu, kot so usposobljenost za delovanje v večjezikovnem in večkulturnem okolju, samostojno pridobivanje novih znanj in vedenj, delovanje v timu, učinkovito in sistematično reševanje konkretnih strokovnih problemov, raba sodobnih jezikovnih tehnologij. Seveda pa vsak študijski program opremi študente tudi za raziskovalno delo, če se potem odločite za nadaljevanje študija na drugi stopnji. Kje se lahko zaposlite po zaključenem študijskem programu? Naše diplomantke in diplomanti so zaposleni na različnih področjih, tako v javnih in državnih službah ter kulturnih ustanovah, kot v gospodarstvu in zasebnih podjetjih, ki imajo poslovne stike s slovanskim prostorom. Uveljavljajo se kot kulturni posredniki, prevajalci, tolmači, lektorji, učitelji, uredniki, novinarji, svetovalci. Vse bolj aktualno področje je tudi digitalni marketing. Na oddelku vsaki 2 leti organiziramo tudi karierni dan, kjer se študentke in študenti srečajo z našimi diplomanti. Poglejmo sedaj, kako poteka študij na oddelku za slavistiko. Vse naše študijske programe lahko študirate na vseh 3 stopnjah, se pravi na diplomski, magistrski in doktorski stopnji. Seveda vas ta trenutek zagotovo najbolj zanima prva stopnja. Kot rečeno, prvostopenjski študijski programi trajajo 3 leta. Na vse naše študijske programe se lahko vpišete brez jezikovnega predznanja. Vsi naši prvostopenjski programi so tudi dvopredmetni. Dvopredmetni študij je posebnost filozofske fakultete in zagotovo ga že poznate. Pomeni, da si izberete 2 študijska programa in na vsakem pridobite polovico predvidenih kreditnih točk. Študijske programe lahko kombinirate povsem po svojih željah in interesih z vsemi študijskimi programi
na Filozofski fakulteti. Iz izkušenj lahko rečem, da študenti izbirajo različne zanimive kombinacije, ki jim kasneje zagotovo omogočajo lažjo zaposljivost. Večina študijskih programov na oddelku za slavistiko se zaključi z diplomskim delom, študij pa lahko potem nadaljujete na drugi stopnji, na različnih smerih. Pouk poteka v obliki predavanj, seminarjev, posebnost na jezikovnih programih so lektorske vaje, predvideno je seveda tudi samostojno delo. Pogosto gremo študenti tudi na različne strokovne ekskurzije, kjer se v živo srečamo z jeziki in kulturami, ki jih študiramo. Naše prednosti pa so zagotovo, vsaj tako študentke in študenti v anketah pogosto izpostavljajo manjše skupine, ki omogočajo individualni pristop do študentov in večjo povezanost profesorjev in študentov, pa tudi študentov različnih letnikov med seboj. Potem bogate možnosti jezikovnega izpopolnjevanja na poletnih jezikovnih šolah in eno- ali večmesečnih študijskih izmenjavah v okviru štipendij Erasmus+, Cepus in tudi meddržavnih štipendij. Študentkam in študentom so všeč tudi številna gostovanja tujih profesorjev, književnikov in drugih umetnikov in ne nazadnje živahna obštudijska dejavnost. Naše študentke in študenti sodelujejo na literarnih in filmskih večerih, ob koncu študijskega leta na Slovanskem večeru, ki je postal že nepogrešljiv del knjižnega sejma Liberak. Potem na različnih prevajalskih delavnicah in potem lahko svoje prevajalske spretnosti preverjajo na mednarodnih prevajalskih natečajih. Na knjižnem sejmu in različnih festivalih, tudi v radijskih in televizijskih oddajah berejo literarna dela, pa tudi svoje prevode literarnih del. Svoje prispevke predstavljajo na študentskih konferencah in jih objavljajo tudi v različnih zbornikih in v oddelčnem študijskem časopisu Peron. Sodelujejo tudi v študentski sekciji Slavističnega društva Slovenije. In še bi lahko naštevala, ampak čas je, da zgodbo zaključim. Znanje jezikov ter poznavanje in razumevanje kultur so ene ključnih kompetenc 21. stoletja. Glede na to, da je slovenska družba močno vpeta v slovanski prostor, kar dokazujejo tudi številne kulturne, pa tudi ekonomske povezave, bo poznavanje slovanskih jezikov in kultur tudi v prihodnje ključnega pomena. Torej, če se vrnem na začetek, zakaj ne bi vi postali strokovnjakinje in strokovnjaki na tem področju?